sem hipnotizer, pa hipnoterapeut. Hipnoterapeut sem danes z vami tukaj in preden bova midva začela delo, bi vam malenkost razložil o samem pojmu hipnoze. Samem pojmu hipnoze je to zato, ker ne glede na to, da živimo v obdobju interneta, satelitov in vsega tega, je še ogromno enih mistik okoli same hipnoze. In potem ljudje, ki so zapacani, s tem rečem, s tem mišljenjem, potem imajo kakšne malce težave v vstopu v hipnozo. Zdaj pa takole, dosti ljudi recimo misli, da v hipnozi spijo. Spijo enostavno in potem pridejo malo spat in se popolnoma drugače izgovedijo in tako dalje. Tega ni, veste, v hipnozi ste vedno popolnoma prisedni. Se pravi, to takoj odstranimo to mistiko, vaša zavest je vedno vklopljena, vedno me slišite, kar je logično, ker ne morete nekako niti sprejemati spremembe, vedno slišite moj glas. Dejstvo je, da ste malenkost bolj sproščeni, umirjeni in v končni fazi, recimo tam, ko je pa res hipnoza ta prava, potem pa ne analizirate več toliko mojih besed. In takrat se pa lahko potem dela na vaših vzorcih in tako dalje, ker vaš ta zavestni del, kateri skrbi za vaše ravnovesje, dajmo reči neki psihični ščit, ki ga imate okoli sebe, potem tisti del skrbi samo za to, da je z vami vse v redu in dokler bom jaz normalno govoril o vašem problemu, ga boste vi radi volje tudi sprejeli. Se pravi, če govorimo o hujšanju, boste lahko 3 ure govorim o tem, kako boste izgubljali kilograme, bo šla zadeva zelo hitro, pa globoko notri. Zdaj, kažem, da je malce umetnost, kako bi rekel, sestavi to hipnotično stanje, ker hipnoza je v bistvu praktična šele od ene določene točke naprej, ni vse. Čeprav je uradno, ste bil od ene točke naprej že v hipnozi, se moramo iti do naslednje točke, ki mi rečemo temu delovno stanje. Tista umestna faza pa ni ne vem koliko uporabna, skratka, umestna faza je vi meni še takrat preveč analizirate besede, preveč se z njimi obadate, namesto da bi jih spuščali v podzavest. Kaj v bistvu sploh je hipnoza? Hipnoza je čisto enostaven kontakt z vašo podzavestjo. Sliši se zelo enostavno, sem dejstvo je, da nekje otroci do 7-8 leta so kronično v podzavesti, jaz ne rečem, da so kronično v hipnozi, kar je tudi res, in takrat so oni potem imajo konstantni stik, oziroma oni smo imeli konstantni stik z našo podzavestjo. Ko pa se začne počasi zavest formirati, tukaj vam malenkost pokazano na enem diagramčku, ko se pa začne zavest počasno formirati, potem pa nastane v zavesti en del, ki mu mi rečemo kritični faktor. No in ta del je sicer dobra zadeva za nas, čudovita zadeva za nas, ampak kakškrat nam malo nagaja pri samem vstopu v hipnozo. Pri samem vstopu v hipnozo, zdaj pa je takole, se pravi, otroci nekje do 7-8 leta so tukaj notri in potem se začne ta zunanji del razvijati, naše izkušnje, življenje in tako dalje, in se razvija tudi ta del kritični faktor, ki mu rečemo, to je sicer ameriška nekako definicija hipnoze, da hipnoza je preskok kritičnega faktorja, pa smo notri. Zdaj pa takole, in čim se pa ta zadeva razvije, to je neke vrste ščit, kateri nam omogoča, da se odločamo, kaj je dobro, kaj pa ni dobro za nas. Čudovita zadeva ta zadeva, ta kritični faktor, vendar on istočasno nam prekine kontakt s podzavestjo, to je ta problem. Se pravi, čim on nastane, mi smo v tem delu potem in nekako zgubimo ta direktni kontakt s našo podzavestjo in nimamo več, od takrat naprej postane naša zavest, ta podzavest nekako avtonomna, sama za sebe dela, sama dela vzorce in nimamo več tazga vpogleda notri in nimamo tudi več možnosti karkoli spreminjati. Zdaj, dokler ne uporabljamo kakršnekoli pripomočke, zdaj, recimo, hipnoza je eden od njih, lahko bi bile kakšne meditativne tehnike, karkoli. Hipnoza je dobra, ker je zelo raziskana in ljudje že 2000 let uporabljajo, bolj ali manj. Dejstvo je, da je prava hipnoterapija razvita zadnjih 100 let, več prej ne, vendar težko, da bomo še karkoli novega najdli. Gre tudi hipnotična stanja in tako dalje, gremo naprej, tudi tukaj, razne tehnike nove in tako dalje. Vendar, je izredno raziskana zadeva, zdaj pa kaj hipnoza dela. Hipnoza dela enostavno eno povezavo, ker iz zunaj mi želimo priti v vašo podzavest. Zdaj pa zakaj mi to želimo? Iz enega samega razloga, ker vsi vaši problemi so tukaj notri. Vsi problemi so tam notri, vsi vaši vzorci so tukaj notri, vse informacije, ki jih mi rabimo, so tukaj notri, in zato mi želimo priti notri. Zdaj pa takole, to stanje hipnoze ni to, da bi mi sami naredili, da bi jaz recimo neki žarke, da gremo iz mojih rok ven. To je filmska industrija naredila. Tega ni. To je stanje, ki ga vi sami naredite, ker mi ljudje večkrat na dan gremo sami v hipnozo,
pa tudi izven nje, ampak to so taka kratka, nekontrolirana stanja. Dajmo reči tam 5, 6, 7, tudi po 10 sekund, odvisno, nekako kdo. No, ampak zdaj najna naloga je pa, da mi to stanje v bistvu poiščemo pri vas, pa ga ven potegnemo, pa ga raztegnemo v eno kontrolirane stanje, mi temu rečemo. Eno stanje, kjer bomo rekli, ok, naj traja zdaj od zdaj do zdaj, no in takrat, da lahko mi delamo, no in takrat se izvaja terapija. In potem iste besede, ki prej, ko ni bilo hipnoze, se dejansko ustavijo na tem kritičnem faktorju, recimo besede, to so besede, v bistvu, ki bi jaz recimo vam govoril za vašo spremembo, Če hipnoze ne bi bilo, jih ne bi sprijeli. Veste, kritični faktor jih zavrača, to je pa ta skepticizem, pa tako dalje in tako dalje. In jih premalo spusti notri. Zdaj pa hipnoza pa ravno to naredi neke vrste tunel, neko povezavo in mi lahko potem gladko v tistem določenem času, ki se ga izberemo, potem imamo povezavo in ven in notri, neke vrste, ko bi rekel, dobesedno ena taka dvosmerna povezava. Se pravi, informacije lahko pridejo ven, pa tudi notri. Odvisno, zakaj ste pri meni, in na tak način mi to potem rešujemo in iščemo te zadeve. Zdaj, ne gre vedno tako enostavno. Veste, vsak človek je individualec. Se pravi, nekje imajo eni zelo zakopano notri določene vzorce, pa je treba potem par terapij narediti, da se cela zadeva odmakne. Veste, recimo, kakšenkrat se borimo tudi proti vaši vzgoji. Veste, vaša vzgoja je bila zelo močna zadeva. Vi se morate zavedati, da vaši starši ste imeli eno celo vaše življenje časa, da vam vsak dan dopovedujejo določene zadeve. Zdaj pa, če vas te zadeve motijo, jaz ne moram to z eno terapijo, pa kar odstranite. Daleč od tega. Hrana, recimo, je ena zelo zanimiva zadeva, ker dostikrat, posebno starejša generacija, zaradi tega pomanjkanja, ki je prej bilo, imaš vse pojestne, kar je na krožniku, ne imeči hrane, proč in tako dalje. No in tako se potem to kakšenkrat tepe z mojo terapijo. Ampak vaša želja, se pravi pa moje delo, znajo prevagati to zadevo. Samo je, malo bi bilo neodgovorno reči, ok, pridite enkrat, pa bomo zrihtali, pa boste drugačni. Ni res, kakšenkrat je treba malo delati na tem. In tu ljudje kakšenkrat malo počepnejo, ker mislijo, da je hipnoza neko magična palčka. Ima čudovite rezultate, najboljše rezultate ima takrat, ko jih vi želite, se pravi, ko gremo v vašo smer. Hipnoza nikoli ni uporabna za spremembe, ki jih vi ne želite. Ker ne glede na globino hipnoze, kritični faktor je še vedno tam prisoten in on se odloča potem ja ali ne. Dokler je noter stanje tako, kot se šika, bo bil da, se pravi, dokler pa jaz govoril o vašem problemu, boste vi rekli, ja seveda, gremo še. Čim bi res poskušal sprožiti karkoli drugega, takrat pa potem vi enostavno zadevo prekinete. In zato mene kakšenkrat malo moti, v raznih časopisih vidim, koliko je hipnoza nevarna, koliko so mu naredili to, pa so delali pod hipnozo to in to in to. Vi nikoli pod hipnozo ne boste naredili tisto, kar vam ne odgovarja. To je zelo zanimivo, zelo smešno, ker tale ta stvarnik zgoraj, ki nas je naredil, on je poskrbel za to, da imamo en kup enih varovalk in se ne da človeka izkoristiti. V hipnozi, ker če bi se dalo, potem bi imeli mi hipnoterapeuti zelo lahko delo. Po drugi strani si pa malo nasprotujemo. Verjetno imate kakšnega prijatelja, ki je na kakšnem odvajanju od kajenja s pomočjo hipnoze, pa mu ni ratalo. Vidite, to so te nasprotujoča se mnenja. Kako je to možno, da nekdo po eni strani